Z nami je dr. Urban Golka in sem ga prej v napovedi pred filmom sem ga preimenovala, ampak morate priznati, da ta lapsus gre zelo lepo v kontekst tega filma. Dr. Prejšnji teden je bil v Ljubljani festival za 3. življenjsko obdobje, česar mi takrat, ko smo planirali tega filme, še nismo vedeli, ampak tako se mi zdi, da je film, ki smo ga pred 14 dnevi gledali, nekako uvedel ta festival in tale ga pa lepo zaključuje, ker odpira nove variante tega staranja. Ampak mislim, da se bomo sproti bolj še v filmu samem gotovo veliko pogovarjali, mislim o tem, kako je narejen, ampak mogoče bi za začetek kar dr. Golka nam nekaj povedal, kako on vidi ta film v kontekstu tistega festivala. Najprej hvala za povabilo. Vesel sem, da ste prišli v tako velikem številu. Zdaj pa kar k odgovoru. Meni se zdi, da je v zadnjem času ta tema staranja v filmih kar precej v porastu. In ta film dejansko nekako napoveduje neko novo fazo, kar se tiče bivanja starejših, kar nakazuje na različne možnosti, ki jih starejši v starosti imajo. Se pravi, zdi se mi pomembno, da je film pokazal, da recimo dom za starejše ni edina opcija, ki je starejšim na voljo in da je v bistvu ta samoorganizacija starejših, kot je bila prikazana v tem filmu, zelo pomembna. Zdaj, sam festival je prav tako izpostavil temo sobivanja starejših. Zveza društva upokojencev, s katere jaz prihajam, je organizirala okroglo mizo na točno to temo. Festival je odprl, tako da se mi zdi, da se na tem področju kar nekaj dogaja. Kako pa vi na Zvezi upokojencev nekaj delate, kako pa vi pravzaprav to usmerjate oziroma v praksi, kako doživljate in kako to speljujete in kaj so te oblike že v Sloveniji tudi delujoče, kako se obnesejo? Jaz na Zvezi društva upokojencev delam na enem mednarodnem projektu, na evropskem projektu HELPS, ki se ukvarja točno s tem, s kakovostjo bivanja starejših v srednjeevropskih mestih, hkrati pa skuša promovirati alternativne oblike bivanja. V okviru tega projekta smo na Zvezi društva upokojencev ustanovili neko tako infotočko, ki rečemo svetovalnice za izboljšanje bivanja starejših, ki nudi na enem mestu vse informacije, ki naj bi jih starejši potrebovali, ko se odločajo o tem, kako bojo bivali v starosti. Se pravi, na eni strani imamo to svetovalnico, na drugi strani imamo pa neko, rečemo temu, medijsko kampanjo, ki naj bi promovirala točno te oblike bivanja. Vi ste pravzaprav ene vrste tam mladi etnolog, ne? Na nek način lahko rečem, da je temu tako, ja. Je res, da recimo starejši prihajajo k nam v svetovalnico, nam zaupajo svoje probleme, predstavijo svoje ideje glede sobivanja in danes v bistvu sem dojel, ko sem gledal film, da je to neka ta vloga, ki jo imam na Zvezi društva upokojencev, predvsem zato, ker sem tudi mlad in v bistvu sam čisto osebno ne poznam vseh teh problemov, jih pa spoznavam prek dela v svetovalnici. Zdaj, predsodki o tem, oziroma neki klišeji o tem, kakšni so stari ljudje, kako ravnajo, tako pri mlajših, jasno, da obstajajo. Kako pa vi opažate te predsodke do mladih, pri starejših, ki z vami v stih stopajo, da imajo tudi verjetno ene
vi to doživljate podobno, kot je to tam mladi? No, vse raziskave v bistvu kažejo na to, da imajo, to je mogoče zanimivo, ne, da imajo starejši več predsodkov do mladih, kot mladi do starejših. Ne. To kažejo raziskave, ne, kako vi v praksi to doživljate. Ampak jaz bi rekel, da ko starejši pridejo v našo svetovalnico in tam vidijo mene, ki sem recimo temu mlada, ne, so mogoče na nek način presenečeni, ne bi pa rekel, da je to ovira. Mogoče name gledajo kot na nekoga, ki ima neke nove ideje, ki jim lahko pove nekaj drugačnega, nekaj povsem drugega, kar bi slišali recimo, ko bi šli na ogled doma za starejše občane. Ta film je, no še nekaj pravzaprav me zanima. Zdaj ta generacija, ki je upodobljena v tem filmu, to je generacija, ki je bila mlada v 60-ih letih, to se pravi je dobila, mislim, je doživela to revolucijo za splošno, tudi seksualno in tako, ne. In v bistvu, ali je ta pogled na te različne, bolj odprte oblike druženja in življenja v starejših letih, ali je to nekako do tega prišla ta generacija, tudi raziskovalcev, ali je to že dan časa? No? Ja, razumem. Meni se je na nek način zdelo škoda, da je v filmu upodobljena prav ta generacija, ki je bila mlada leta 68. Ne? Zato, ker predpostavlja se, da ima ta generacija, da je malo bolj odprta, ne? Da ima neke nove ideje in tako naprej. Ne? Meni bi bilo mogoče bolj zanimivo, da bi bilo v filmu prikazana generacija, ki ni bila del tega uporništva in tako naprej. Ne? In da tudi ta, rečemo temu, neka normalna generacija lahko razmišlja drugače. Ne? Tukaj se od njih pač na nek način pričakovalo, da ne bojo želeli v doma. Ne? Tako da se mi je mogoče zdela neka taka zamujena priložnost, strani režiserja, da bi pokazal, da večina starejših lahko razmišlja drugače, ne pa samo generacija, ki je že itak izpostavljena bila temu drugačnemu načinu življenja že v mladosti. Ja, oni so pravzaprav vsi zelo odprti življenja in neobremenjeni z predsodki in seveda to ima ena izjemna, ni tako čisto splošno razširjena, ampak vendar, ne. Kako se pa pri nas, recimo, kako pa vi opažate te razlike v jaz bom rekel, da starih ljudi? Te, ki pridejo recimo k nama, to je precej heterogena populacija. Ne. Imamo, ne vem, en gospod je recimo zelo me spominjal na tegale moža od Čeplinove, ki je tak aktivist in tako, ne. No, ta recimo gospod, ki sodeluje zdaj z nami, on v bistvu želi pol leta živeti na Tajskem, pol leta bi živel v Ljubljani. Ali pa, ne vem, druga alternativa pa je neka dosti taka hippie komuna, to bi on imel. Po drugi strani imamo pa ljudi, ki prihajajo k nam samo zato, ker so recimo osamljeni. In imajo te velike hiše, to je recimo neka posebnost slovenska, ki jih ne morejo več vzdrževati in so že samo zaradi tega prisiljeni, da neki svojo nepremičnino pač okrenejo. Na kakšen način bi za ta gospod, ima to fino idejo, malo Tajska, malo komuna, na kakšen način bi on to speljal? Ali ima kakšne pogoje, no? No, mislim, da on živi v neki veliki hiši, ki bi jo potem oddajal. Tako je. Ker tudi zračunu si je recimo, koliko pride en dan življenja na Tajskem in en dan življenja v Sloveniji in pač tukaj ni neke primerjave. Se pravi, na Tajskem bi on zlahka preživel s to najemnino. No, mene zanima, kako pa gledalci, kako ti, ki ste razmišljali o filmu, se v glavi vrti še en film tak intimen, poseben. Pa me zanima, kako gledate, kakšne psihične, osebnostne pogoje bi moral človek izpolnjevati,
da bi se lahko recimo tako na stara leta, ne, ko vidite, da bi bilo boljš drugače, da bi se lahko odločil za kaj tazga, kaj mora imeti v glavi in v srcu, no, da je to, ker to je velik korak, no, in nekaj definitivno, ne? Ima kdo kakšno? Mlado srce. Da si želi še vedno tako kot mlad človek. Gospa je tukaj nekaj zelo zanimivega rekla, sem preslišal, ne, da ne sme biti Slovenc. Ne. To se mi zdi zelo zanimiv, ker dejansko se kaže pač v našem prostoru ta blazna navezanost na nepremičnino. Po drugi strani pač otroci starejših pričakujejo, da bodo podedovali to nepremičnino. Se pravi, ta nepremičnina, ker živi starejši, se redko kdaj uporabi za to, da bi si starejši, ne vem, povečal osebni dohodek, razširil polje svobodnega delovanja. Ne? In tukaj bi jaz rekel, da je neka veto točka pri teh odločitvah. Ja, ki jo je ta zadnja zakonodaja zelo podprla, ker se ljudje tako bojijo. Mislite socialna zakonodaja? Ja, socialna zakonodaja. Ja, mikrofon. Tudi meni se zdi, da je Slovencem zaradi tega težko, ker smo zelo zaprti. Ampak pomembno se mi pa zdi, da že takrat, ko nisi še tako zelo strp in onemogu, da imaš eno veliko mrežo sebi enakih, podobnih ljudi, s katerimi se navadiš živeti. Da se navadiš hoditi na izlete z njimi, na dopuste z njimi in tako naprej, da nisi v ozek krog družinski, recimo, povezan, ne? Ampak da razširjaš to mrežo med starostno sebi podobnimi ljudmi. Potem se mi zdi, da je tudi to življenje lažje. Tudi mi se velikokrat že tako pogovarjamo o tem, da bi bila to ena taka možnost. Rada bi pa še pogledala, da sem letos na Cipru na eni delavnici in smo morali intervjuvati ljudi okrog. In tam me je zelo presenetilo, da stari Ciprčani, ki otroci so šli po svetu, oni ostajajo doma, da zdaj z Šrilanke dobivajo pomoč. Agencije uvažajo ljudi z Šrilanke, konkretno sem imela intervju z enim gospodom, ki je pred enim starem gospodom bila za 4 leta, da živi z njim, da se z njim pogovarja, da mu pomaga in potem pravi, bo toliko zaslužila, da bo tam udobno živela in pomagala svojim državom. Ja, za oba pravzaprav dobro. Mene pa pravzaprav ta razprava me je obrnila v čisto drugo razmišljanje. Ne sliši se. Ta razprava me je v malo drugačno razmišljanje. Pravzaprav tukaj je generacija 68. To so moški, so vsi iz vojnega časa, rojeni nekih 20 let, ne, vojnih čas. To ni tako mlada generacija, ampak v 60 letih se oni svoje mogoče revolucionarne sanje, ki jih je tudi vojna plavila, realizirali in med njimi je bila pomembna stvar tudi zmanjšanje predsodkov. In konflikti, ki nastajajo med temi ljudmi, so pravzaprav predsodki, za katere bi ljudje iz generacije 68 mislili, da so jih obvladali. Katere predsodki? Recimo, zaplete okrog preljuba. To je za generacijo 68 let kar malce zapuščanje idealov 68 let. To je že, ker tukaj
se zgubila toleranca, ki nam v 80 letih postopila v prvi plan. Tako se mi je ta film obrnil v to razmišljanje. Zanimivo je bila tudi ta reakcija od Čeplina, Anja, ko v bistvu Albert poplavi njeno buržuazno hišo na nek način. To se mi je, mislim, jaz sem bil recimo vsem presenečen nad tem njenim odzivom, ker da se je tako razburila? Da se je tako razburila, ja. To je podobno. Da bi ona povrnila vnukna. Ampak tako je pokazano, da to je ena čisto zgrešena stvar. Tudi ko pride bazen, ko se bazen tukaj znajde pred nami, že gotov, oni postavijo mizo v ta bazen. To je ena stvar. Druga stvar je pa tudi ta izjava, ko odidejo vnuki po svojem kopanju, ki naj bi zbližalo stare starše in vnuke, se pokaže kot cela stvar eno nepomembno prizadevanje, ki ni namenjeno zbliževanju, ampak je bolj podkupovalno. No, se pa da, nekateri kritiki, ki so pisali v tem filmu, so želeli videti eno simboliko, takrat, ko to jamo izkopljajo, tisti pogled čez rame vseh teh 4 mlad človek prihaja, ta etnolog, prihaja čez in se vidi tista jama, ki spominja seveda na vsak asocira grob in tako, nekaj notren bazen, ki seveda je eno upanje, ampak ki pač ne bo nikoli odigralo te vloge. Meni se zdaj mogoče, da režiser, da je odprl preveč tem za en film. To je bil moj vtis, zato ker je, tukaj imamo in Alzheimerjevo, imamo potem sobivanje, potem imamo te njihove medosebne odnose, potem imamo domsko varstvo. Vse to soočanje s smrtjo, bolezen, vse to bi za moje pojme lahko bila tema enega filma. Zato je mogoče ostal malo na površini, problemov in se jih ni lotil dovolj globoko, dovolj temeljito. Ja, seveda, če gledate na film kot eno, kako rekla, pričilo, medtem pa, če pa gledate film kot nekaj, eno pač prizorišče, katero človek vstopi za 2 ure, se mi pa zdi, da je čisto izpolnil te naloge, zato ker odprl polno teh tem. Tako da mislim, da film nima nalogo, da bi, kako bi rekla, en problem razrešil, ampak da kaže eno tranche de vie, kot rečejo Francozi. Recimo mi stari ljudi, pa tudi mlajši, se najdemo v enem konglomeratu problemov. In iz tega treba ven prideti. Mislim, da je ta film šel ravno v to noter, da nas toliko stvari pravzaprav prizadene in kako se iz tega ven skovati. Bolj, kot pa če bi samo eno stvar obdelal. Ja, in še to kot kaže, da to planiranje življenja, ki ga vsi se trudimo nekako, da bi nam uspevalo, da življenje stvari pride po svoje. To je v tem filmu zelo. Zanimivo je bila tudi ta izjava, da za vse se zavarujemo, vse načrtujemo, razen te zadnje faze v našem življenju. Ampak kar se tiče samega bivanja, vseh teh komplikacij, ki jih lahko imamo, z lastnimi nepremičninami in tako, bi se tega morali lotiti precej zgodaj, se ne zdi. Že tam recimo, ko gremo v pokoja,
je mogoče pravi čas, da se naredi nek načrt, kaj s temi nepremičninami, kdo bo dobil kaj, da se pač starejši človek razbremeni tega. To se mi zdi kar pomembno. Halo. Lahko tudi samo kratko dodam. Imamo prijatelji v Bodenskem jezeru in poznamo eni vasi starajoče se ljudi, tudi veliko hišo, kjer so otroci odrasli nočili in on operativno razmišlja čez isto kot v tem filmu, kako bo v vasi združil nekaj starejših ljudi, bojo kupili eno hišo in se samo organizirali. Tako da je zelo podoben primer temu, ampak iz zdajšnje generacije, recimo en primer, je načrtovano, da to izpelejo. Sam to sem. In sicer zame je bil film predvsem prikaz, kako kvalitetno preživeti starost. In tisto, kar sem bila jaz pravzaprav pozorna cel film je, da so to prijatelji in to življenjski prijatelji, ki so se družili in se imeli radi praktično celo življenje. To ni bilo nekaj, kar je bilo ustvarjeno včeraj. In to meni da recimo misliti, če hočeš ti preživeti kvalitetno starost in se tako lepo imeti, kot so se pravzaprav imeli oni, moraš na tem delati celo življenje. In pri tem v bistvu začneš že posignati. Ker največje bogatstvo v življenju niso premičnine. Ni važen, kdo jih bo dobil. Največje bogatstvo v življenju, ki ga dosta premalo cenimo, je to, da imamo res, res dobre odnose. A lahko še jaz povedam, da bom zabila službo sem imela tako, da vidim pri starejših zelo pomembno dejavnik, to medgeneracijsko sodelovanje z mlajšimi. Da ni tako dobro samo starejše imeti na enem kupu, ker tle so težave take in take in preveč to izstopa. Če bi bilo več tega medgeneracijskega sodelovanja, mislim, da bi se vsi bolj počutili, mlajši bi sprejemali določene stvari pozitivno starejših in obratno. Kar se pa tiče dejansko nepremičnine, pa zelo pameten, da starejši se ne fiksirajo toliko na teh objektih, velikokrat so sami v hiši in potem so socialni problem, ne morajo plačevati osnovnih stvari, elektrike in tako naprej, da te stvari se uredijo v času njihovega življenja, ker potem vidimo, se stvari odrasli odvijajo na sodišču in je to brez potrebe. No, to bi bilo moje mnenje v starih. A smem še nekaj vprašati, mislim, se je spati malo že odločila o socialni stvari, pa tako naprej. Čil film je bil tle pravzaprav delo na to, da te ljudje nimajo nobenih finančnih stroškov. Oziroma sprav o tem ni bilo govora. Zaradi tega to primerjati, da s kakšnimi podobnimi stvarmi, kar nas je zelo težko. To so ti ljudje višjega sloja, brez problemov finančnih in tudi so se očitno zelo dobro razumeli med sabo, da se lahko tako urejajo potem to. Mislim, tlej za moštvo in tle slovensko tudi v takih govorih. Ja, sej moramo skozi upoštevati, da se to dogaja v Franciji, kjer je ta intelektualna elita pač na drugačnem nivoju, materialnem. Poleg tega tudi, recimo, ta, ste omenili, da ima Anija, da ima to buržoazno hišo, ki pa za francoske razmere pravzaprav precej običajna hiša. Tudi ti rituali, ki jih oni ob hrani, ob vinih in tako naprej, to je tako značilna francoska stvar, ki sega pravzaprav kar vse sloje, mogoče malo višji, malo nižji, ampak
to je pač malo drugače, kot so pri nas običaji, ne, ti družene. Tako da, seveda, se tudi njim ni bilo vseeno, ne, tudi oni so o zavarovanju govorili, pa o stroških, pa tako, ampak seveda je pa to en drug nivo in predvsem drug nivo kot trenutno pri nas, ne, še posebej trenutno in ko so pri vseh generacijah te stvari, sej, če pogledate, mladi ljudje se pa tudi s temi nepremičninami, mislim, ne nepremičninami, stanovanji, ki bojo živeli, kako bojo živeli, se s tem, se to je ena prevelika, kako bi rekla, prevelika skrb, glede na to, kak si človek želil, kako naj se življenje odvija, ne? No, mislim, da mladi ljudje razmišljamo predvsem tako, no, da obstaja generacija pred jazbinškom, pa po jazbinškom. Tako, sej mogoče to malo z moje perspektive, če sem mlad, no, ampak se mi zdi, da tukaj kakšne razne medgeneracijske solidarnosti ravno ni.